Stanje na področju stanovanjske politike je zelo slabo, je bilo slabo prej. Ne bom si delal utvar, da je ta trenutek idealno, ker ni. V letu pa pol našega dela tudi ne more biti. Je pa boljše v tem smislu, da imamo jasno vizijo, kako in kaj naprej, in marsikaj smo tudi že naredili. Torej, danes je z mano minister za solidarno prihodnost, Simon Maljevec. Dober dan. Dan. Hvala za odziv na vabilo. V bistvu minister za solidarno prihodnost ste postali torej 24. januarja 2023 in ste prvi nosilec te funkcije. Kako v bistvu ocenjujete sedanje stanje na področju stanovanjske problematike in kakšno bo stanje ob prevzemu funkcije? Ja, najprej hvala za vabilo. Kot rečeno, ministrstvo in sam sem minister leto pa pol. Prvič me veseli, da je bilo v tem letu pa pol zelo veliko govora o stanovanjski problematiki. In mislim, da smo se končno vsi kot družba zavedali, da je to en zelo velik problem, ki ga moramo nasloviti, in to je naša naloga, to je naloga ministrstva. Mislim, da vsi vemo, kakšna je situacija. Vsak od nas kdaj pogleda oglase. Mislim, tudi sam vedno sem zgrožen nad cenami. Ne morem verjeti, koliko so se dvigalne cene, koliko je dejansko trg podivjal. Dom je pa ena tista, mislim, osnovnih vrednot, za katero stojim, katero vsak izmed nas rabi. Tako da stanje na področju stanovanjske politike je zelo slabo, je bilo slabo prej. Ne bom si delal utvar, da je ta trenutek idealno, ker ni. V letu pa pol našega dela tudi ne more biti. Je pa boljše v tem smislu, da imamo jasno vizijo, kako in kaj naprej, in marsikaj smo tudi že naredili. Tako da prva točka, ki je bila narejena v letu pa pol, je, da imamo končno ministrstvo, ki se aktivno ukvarja s to temo. Tega prej ni bilo. Še en podatek, ki veliko pove, je, da je na primer bilo med letoma 2015 in 2022 za stanovanjsko politiko namenjeno manj kot 14 milijonov. Mi smo zdaj v tem letu pa pol zagotovili že 51 milijonov, ki je šlo v gradnjo javnih najemnih stanovanj. Kot veste, od prihodnjega leta bo pa teh sredstev še bistveno več, 100 milijonov letno, torej milijardo v prihodnjih 10 letih. Predvsem, kar me veseli, je pa, da intenzivno delamo z vsemi akterji na tem področju. Zagnali smo določene projekte in začutiti tudi optimizem. Mislim, da imamo skupno smer, tako da to bi se rad zahvalil vsem sodelavcem, sodelavkam na ministrstvu in tudi širše, vsi, ki delajo na tem področju, ker mislim, da smo skupaj našli pravo pot. Problematika se bo pojavila tudi v domovih za starejše, saj temni prostora. Kako se bodo realizirale te spremembe po zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki bi se začel uveljavljati najkasneje do konca drugega leta? Bodo oskrbnine nižje tudi mogoče? To, da smo sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi, je nekaj izjemnega dejansko. Moramo se zavedati, da je to največja sprememba na področju socialnega varstva, ki smo jo kadarkoli naredili od osamosvojitve države. Kot ste rekli, se bo zakon v polnosti izvajal z letom 2026 naprej oziroma s 1. decembrom prihodnjega leta. Ampak spremembe se dogajajo že danes. Letos smo začeli s prvo pravico zakona iz oskrbovalca družinskega člana. V letošnjem letu po naših ocenah in tudi po trendu sedaj bo to pravico pridobilo vsaj 1000 novih oseb. Ampak to moramo vedeti, ne dam samo primerjavo, ker mislim, da je v redu. To je v bistvu, kakor da bi napolnili in zgradili 8 novih domov za starejše. Toliko ljudi bo zdaj vključeno v dolgotrajno oskrbo, ki prej niso imeli oskrbe. In to je tudi trend, ki se bo nadaljeval v prihodnje. Kar se tiče pa oskrbnin,
Namen dolgotrajne oskrbe je, da je univerzalno dostopna. Zato bomo tudi vsak izmed nas dajal prispevek, 1% od svoje plače. Mislim, da je to minimum, glede na to, kaj bomo dobili. To pomeni, da bo večina storitev brezplačnih. Vse storitve, ki so z področja dolgotrajne oskrbe, naprimer v primeru domov za starejše, bomo pa plačevali samo hotelsko nastanitev, torej posteljo in hrano. Do sedaj in zdaj se plačuje tudi del socialne oskrbe, ki bo zdaj krita iz strani dolgotrajne oskrbe, tako da seveda oskrbnine bi se morali znižati. Zdaj, tako najemniki kot najemodajalci poročajo o različnih problematikah, s katerimi se soočajo. Recimo najemniki poročajo o primerih, ko najemodajalec na stanovanje še vedno gleda kot na svoje in prosto vstopa van, oziroma nekateri poročajo celo o kamerah. Se pa s problemi soočajo tudi nekateri najemodajalci, ki pravijo v bistvu, da najemnikov ne morejo izseliti, tudi če ne plačujejo najemnine. Kako v tem primeru obstoječi zakon določa neke pravice in dolžnosti, pa kam se lahko tako najemodajalci kot najemniki v tem primeru obrnejo? Ja, zakonski okvir je en izmed okvirjev, in potem se je vedno treba pozanimati oziroma pogledati, kako ta okvir deluje. Jaz mislim, da zakonski okvir, kar se tiče razmerij med najemodajalcem in najemnikom, je dokaj dobro urejen. Ampak problem je prvič na točki informiranja. Mislim, da se ljudje premalo zavedajo svojih pravic. Še nekaj bi poudaril, ker je to pomembno. Vseeno je pomembno, da so pa razmerja urejena na način, da je poudarek na pravicah šibkega. In to je v tem primeru najemnik. Tako da mislim, da je to dobro, da se tudi zavedamo. Tako da, kot rečeno, informiranje je nujno. Mislim, da ljudje ne poznajo dovolj dobro samih pravic in dolžnosti, ki jih imajo. Govorimo tako o najemnikih kot o najemodajalcih. Drugič je, da se na terenu pogostokrat stvari rešujejo po domače, ni pogodb in podobno, kar tudi otežuje sama razmerja in situacije, če se kaj zaplete. Tretja težava so zagotovo dolgotrajni postopki. To pomeni, če pride do neke težke situacije, se gre na sodišče, to absolutno traja predolgo za enega in drugega. Tako da naš plan je vzpostaviti svetovalnico, kjer bodo lahko vsi dobili informacije. Jaz upam, da bo do konca leta začela delovati. Druga točka je pa seveda pogledati, kako dejansko vse mogoče spore predhodno razrešimo, preden ti pridejo na primer na sodišče in so ti postopki dolgotrajni. Nujno je pa zagotoviti neko to varno, dolgoročni najem. Mislim, da dolgoročni najem je tisti, ki je v interesu vseh. Sami ste že leta v bistvu aktivni na področju boja za pravice manjšin, predvsem LGBTQ+ skupnosti. In naslednje vprašanje bi bilo tako vezano na diskriminacijo določenih skupin. Zdaj, po podatkih Inštituta za študije stanovanj in prostora naj bi bile najbolj diskriminirane skupine v bistvu pri najemanju starši samohranilci, družine z majhnimi otroki oziroma z več otroki, osebe z netradicionalno spolno usmerjenostjo oziroma identiteto ali izrazom ter najbolj med vsemi begunci. In kaj lahko v bistvu oseba stori v primeru, da se sooči z diskriminacijo? Ja, najprej bi rad poudaril, da je vsaka diskriminacija nedopustna, tudi na stanovanjskem področju. Ne samo, da je nedopustna, je tudi zakonsko prepovedana v okviru zakona o diskriminaciji. Tako da najprej apel vseh tistim, ki so se soočili s tovrstno situacijo, da to takoj prijavijo zagovorniku načela enakosti. Ti primeri so zelo pomembni, zaradi tega, ker tudi pokažejo potem preko statistike, da je ta problem velik. Sam sem v svojem preteklem življenju dejansko sodeloval pri eni raziskavi, kjer smo to preverjali, klicali z različnimi profili za najem stanovanja in da je dejansko to zelo velik trend po terenu. Tako da prijava je nujna in to je tisto, kar bo zagotovo pripomoglo. Sam pa upam, da ko bomo aktivno delali na gradnji
javnih najemnih stanovanj in bo teh stanovanj več, da bo teh situacij tudi manj. Ne. Glavna težava, s katerim se trenutno soočamo, je, da je stanovanj premalo.